Voda je ključnega pomena za naše življenje. O njej in njenem vplivu na naše zdravje bo danes spregovorila Marija Hari Novinšek, doktor stomatologije z dolgoletnimi izkušnjami na področju preventivnega zdravstvenega delovanja, na področju svetovanja in izvajanja delavnic zdravega življenjskega sloga. Lepo pozdravljeni! Danes bomo govorili o vodi za boljšo cirkulacijo. Brez vode življenje na Zemlji ne more obstajati. Voda je najpogostejša snov v našem telesu. Je tekočina, ki daje življenje. Nobelovec kemik Linus Pauling je zapisal: voda je najpogostejša med vsemi kemičnimi snovmi in njene edinstvene lastnosti oblikujejo fizični in biološki svet. Kaj je pri vodi tako posebnega? Čeprav je molekula vode majhna, ima moč. Ima elektronsko moč, da drži skupaj elektrone ene molekule, pa tudi vse ostale molekule vode. Ima kemično moč, da se pridruži ostalim atomom in molekulam. Je prijazna do telesnih receptorjev in telesnih površin. Učinek elektronske privlačnosti vode je naslednji. Voda ima 3 agregatna stanja. Led je trdna oblika, ki se lahko uporablja kot obloga, da se zmanjša bolečina. Tekočina je odlična za pitje, umivanje in hidroterapijo. Para je odlična za inhalacije ali za rusko parno kopel. Zaradi elektronske privlačnosti lahko voda zadrži in naše telo da več toplote kot druge snovi. To je omogoča njena vodikova vez. Ta moč zadrževanja toplote naredi učinkovite vroče obloge in uspešno hidroterapijo. Tople mokre obloge pomagajo, da se odprejo krvne žile, s čimer se prinaša več kisika in obrambnih celic na določena področja, ki jih zdravimo. Sprostijo mišice, povečajo delovanje encimov, aktivirajo parasimpatično živčevje, pomagajo odplakniti škodljive bakterije in toksine. Hladne, mokre obloge pa lahko ožijo krvne žile, zmanjšajo bolečino in oteklino pri zvinih in modricah. Tu ne uporabimo najprej toplih oblog, šele po hladnih jih lahko aktivirajo simpatični živčni sistem. Po napornem telesnem dnevu izkoristimo te lastnosti vode, da se okopamo ali stuširamo z mlačno vodo, ki nas pomiri. Kako uporabiti te učinke vode na svojem telesu? Naučimo se zdraviti enostavne bolezni z vodnimi oblogami ali hidroterapijo. Hladno in vroče tuširanje bo povečalo cirkulacijo, dvignilo razpoloženje in okrepilo obrambni sistem. Pri tem bodimo pazljivi na omejitve hidroterapije zaradi bolezni, ki jih imamo. Tople kopeli odpirajo pore in pomagajo pri odstranjevanju nečistoče. Voda ima visoko toplotno stopnjo uparjanja. Za spremembo 1 grama tekoče vode se potrebuje 573 kalorij. To se dogaja pri potenju, ki nas hladi. Kako lahko uporabimo refleksni učinek organizma pri zdravljenju z vodo? Spodbujanje kože z mlačno, vročo ali hladno vodo v predelu sklepa ali notranjega organa s pomočjo krvnih žil povzroči, da se olajšajo bolečine ali pripomore k zdravljenju, na primer, ko damo toplo vodno oblogo na prsni koš. V zdravju in bolezni je čista voda eden najodličnejših nebeških blagoslovov. Pomembnost pitja vode vsak dan je naslednja. Voda deluje preventivno pri mnogih kroničnih boleznih. Zmanjša nevarnost srčnega infarkta, pomaga pri uravnavanju telesne teže, pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, zmanjša nastanek žolčnih in ledvičnih kamnov, prepreči zaprtje, zmanjša nevarnost nastanka infekcije urinarnega trakta, zmanjša nevarnost nastanka strdka v venah, pripomore k dobremu počutju. Ali je možen tak učinek vode, kot sem ga opisala? Seveda, saj smo rekli, da voda omogoča življenje našemu organizmu, čeprav sta samo 2 vodikova atoma vezana na atom kisika. Še posebno je pomembno, da pijejo vodo starejši ljudje, saj pri njih mehanizem žeje ne deluje pravilno. Če dnevno ne popijemo dovolj vode, razen če smo dializni ali težki srčni bolniki, je to za naše srce enako nevarno kot kajenje. Pijte to čudovito tekočino brez skrbi. Pomanjkanje vode v organizmu namreč poveča lepljivost krvi in s tem se poveča nevarnost strjevanja krvi. Voda ima še veliko drugih blagodejnih učinkov, saj je v telesu preprosto topilo, ker je pomembno za mnoge telesne funkcije. Če namesto vode pijemo čaj, kavo, razne gazirane pijače, sok, to ne more nadomestiti vode.
Pri športnih aktivnostih, poletni vročini in telesni vročini potrebujemo več vode. Dnevno moramo popiti 8 do 10 kozarcev vode, torej 2 do 3 litre. Še boljše je priporočilo 1/3 decilitra kozarca na kilogram telesne teže, ker morajo ljudje s povečano telesno težo popiti več vode. Če dvomimo o kvaliteti vode, lahko uporabimo preprosti filter z ogljem, da bo primeren za pitje. Voda naj bo sobne temperature. Popijmo kozarec vode takoj zjutraj, ko vstanemo, nato dopoldan med enim in drugim obrokom, enako popoldan. Morda ne pijemo pred spanjem, da nas ne bo motilo vstajanje. Ne pozabimo, da od celotne telesne teže telo vsebuje 60% vode, možgani vsebujejo skoraj 80% vode. Zakaj se o vodi tako malo govori? Ker nihče nima patenta za njeno izdelavo. Vendar pa voda pripomore k daljšemu in bolj kakovostnemu življenju ter spodbuja zdravje. Mnogi niso preizkusili blagodejnih učinkov pravilne uporabe vode. Le redna uporaba bo uspešna, to pa zahteva čas in napor. Smo pripravljeni uporabiti ta čudoviti božji dar človeku? Če želite izvedeti še več praktičnih nasvetov za doseganje in ohranitev celostnega zdravja, vas vabim, da naročite brezplačno revijo Čili in zdravi. Naslov, na katerem lahko to naredite, je izpisan na ekranu. Prav tako pa vas vabim, da obiščete tudi našo Facebook stran Čili in zdravi. Lepo pozdravljeni, do prihodnjič. Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.